Upam, da ste se malo vdahnili po tejle izčrpni lekciji politične ekonomije, zgodovine, sociologije in kako bi rekla, jaz sem imela vtis včasih, da gledam hkrati svojo preteklost in prihodnost, prav en tak vtis nenavaden. Tamle gor, ko sem šla mimo, sem slišala en glas, ki je rekel, tole bi morali v parlamentu predvajati. Jaz sem si mislila, da bi bilo krasen organizirati debato med poslanci, kako bi se o teh stvarih pogovarjali. Najbrž tudi en glas je bil, da bi morali pravzaprav vsi 20-letniki tole gledati. No, skratka, mi imamo tukaj Primoža Krašovca, ki o teh stvarih veliko piše, poleg tega, da predava in je prevajalec, publicist. In je zdajle prvič videl ta film, tako kot vi. Tako da sem tega prav vesela, ker je to dragoceno, ta prvi vtis. Zdaj, če sem čisto iskren, moram priznati, da sem bil malo zaskrbljen pred tem filmom, posebej zato, ker spremljam Kena Loacha že dlje časa. Verjetno nisem videl vseh, je zelo produktiven režiser, tako da nisem gledal vseh njegovih filmov, sem jih pa gledal veliko. In moram reči, da ni več na sporedu, da nisem bil navdušen nad prejšnjim tem angelskim deležem, ker se mi zdel preveč sentimentalen, se pravi, da je reduciral socialno problematiko, po kateri je Loach znan in v kateri je drugače izvrsten, je angelski delež reduciral na neke vrste osebno dramo, v smislu neko zelo sentimentalno in podobno še njegov nedavni film, ta z Erikom Cantonajem. Tukaj nisem bil zaskrbljen, sem bil navdušen, ker pač legendarni nogometaš Erik Cantona in Ken Loach, to ne more biti slabo, ampak je bilo. Recimo, tudi tam je šlo recimo za to osebno dramo alkoholizma, osebnega propada, kjer se recimo družbeni, zgodovinski, ekonomski dejavniki sploh niso problematizirali, ampak je bila osebna usoda, človek pije, se zapusti in potem neha piti, gre na jogging in je vse v redu, se pravi, brez problematizacije recimo družbenega, zgodovinskega ozadja. To sem bil mogoče malo zaskrbljen, ampak recimo po filmu nisem več in sem tudi vesel, recimo, to bi bil moj prvi vtis, no, da se je Loach vrnil k tem družbeno-zgodovinskim temam, da ni nadaljeval recimo v tem stilu Mikea Leea, no, bolj tega, kako bi rekel, sentimentaliziranja družbenih pa ekonomskih problematik. To je ta prvi vtis? Ja, mislim, več je prvih vtisov, ampak mogoče kaj pogovor, da si predajo besedo, mislim lahko. Ja, recimo, kako pa gledate na to formo, ki je tako klasična, tako, kako bi rekla, očiščena vseh teh režijskih kakšnih, kaj s tem, ekscesov oziroma želje po postavljanju režije v prvi plan nekako. Pa sej, mislim, to je tudi neka Loachova precej konstantna kvaliteta, se pravi, da ne poskuša, da je precej klasičen v svojih režijskih prijemih, se pravi, ne poskuša impresionirati s formo, mogoče je to ta posebna zvrst, mogoče bolj angleška zvrst socialnega realizma, ga loči od recimo teh sovjetskih filmov, ki so ravno s formalnimi postopki ali pa z montažnimi postopki poskušali doseči določene učinke, ki pa niso najpomembni, tega ne mislim kot kritiko recimo sovjetskega avantgardnega filma, ampak gre za različne pristope, ki imata oba dva svoje prednosti. In recimo pri Loachu je ravno to, da daje poudarek recimo na vsebino, na tisto tako v svojih igranjih, kot recimo v temu bolj dokumentarnemu filmu. In mislim, da v tem primeru to zelo dobro uspe. Sicer pa ne gre samo za arhivske posnetke, posebej mi je bilo všeč, da uporabi tudi nekatere sodobne, ne samo pričevanja in spomine, ampak recimo tudi kontrastira posebej na koncu z sedanjim stanjem in recimo z razmišljanji
nekaterih mlajših ljudi ali pa recimo ljudi, ki so danes aktivni, ne samo tistih, ki so bili aktivni v času recimo arhivskih posnetkov, tudi Jamesa Meadowa, ki ga tudi drugače zelo cenim in je, zdaj to šele dela, oziroma zdaj sem šele dovolj blizu, se opravičujem tistim, ki niso slišali mogoče do zdaj. No, tudi James Meadowa je vsaj dvakrat, vem, ker sem bil fizično prisoten, predaval v Ljubljani, tako da gre za zelo aktualnega in kvalitetnega ekonomista, tako da mislim, da je to tudi ena prednost filma, recimo, da je vključil tudi nekatera, recimo, sodobnejša razmišljanja. Ja, mene je tudi občudujem pri njem to, kako on ta pričevanja ljudi, ki zdaj razmišljajo o stvari oziroma se spominjajo, kako jih vključuje. Če ste opazili, ne, on v bistvu jih ne uporabi za to, da podajajo ene informacije, ampak ena dejstva, ampak da podajajo resnico, no? Če skušam to reči tako bolj da nosijo tudi ta čustveni naboj, da tiste primere, ki jih dajo, da so tako izbrani, da so ti pripovedovalci toliko motivirani, ne? Da te enostavno da te prepričajo, da je to ta autentika. Pri dokumentarcih se dostikrat dogaja, ne, da ravno ta pričevanja se uporabljajo za to, da se neki nujni podatki na tak bolj lahkoten, sproščen način podajo gledalcu. Medtem ko on pa pazi, da praktično vsi ti pripovedovalci, da imajo ta emotivni naboj, no, to autentiko tega doživetja občutimo, ne. To se mi zdi zelo dragoceno v tem filmu, seveda prav poseben, ker je to v bistvu bi bila lahko ena precej dolgočasna tema, ne, pa nikakor ni. No, ampak če gremo zdaj k tem dogajanju, k tej vsebini, ta socialna država, ta termin socialna država, a ga lahko malo pravzaprav razložite, oziroma kako je nastal ta termin. Jaz se bojim, da ta termin dostikrat nosi s sabo en tak prizvok karitativnosti ali ne vem, če je v modernem pogledu na državo, če je čisto prav termin. Mogoče bi sam še za trenutek komentiral to, kar ste prej rekli, to se mi zdi zelo pomembno glede same forme dokumentarca. Se pravi, mislim, da je film zelo dobro uspel izraziti duh leta 1945, ravno s temi mogoče malo bolj čustvenimi nastopi ali pa samim načinom govora. Se pravi, to se strinjam in se mi zdi izjemno pomembno, ravno ta pristop. In mislim, da v tem je ujel resnico leta 1945. V tem film izjemno dobro uspe, ker resnica je ravno v tem političnem afektu ali pa recimo v tej, ko bi rekel, v tej politični vznemirjenosti, recimo v tem občutku ali pa v duhu tega časa, ne samo v podatkih. Se pravi, zdaj lahko o recimo privatizaciji, socialni državi, različnih ekonomskih spremembah in procesih lahko sicer razpravljamo recimo brezstrastno, lahko primerjamo številke, učinkovitost, stopnje brezposelnosti, stopnje varnosti pri delu. To je del filma in ni nepomemben del, ampak se mi zdi ključno pri filmu je, da pokaže to politično strast in recimo te emocije, ki se zbudijo, ko se recimo množice začnejo same določati svoje življenje in to je nekako ključno. Tako da recimo to kot komentar, to se mi zdi mogoče najpomembnejša odlika filma. Se pravi, ko razpravljamo o stvareh
kot so različni načini upravljanja ekonomije, privatnem sektorju, javnem sektorju in tako naprej. Sicer lahko primerjamo številke, ampak še ena razsežnost, ki se ne da razbrati iz podatkov in številke, sam obseg človeške svobode in to ne svobode v tem strogo ekonomskem smislu, v smislu svobode nekoga, ki nosi svoja blaga na trg, ampak svobode tega, da človeštvo, recimo, ali pa neka človeška skupnost sama upravlja svojimi življenji in to je ključno, recimo, in tega se ne da izraziti številkami ali pa meriti stopnjami gospodarske rasti ali pa gospodarske učinkovitosti. Tako da recimo tudi ta zasuk v načinu govorjenja o teh stvareh, kot so socialna država, nacionalizacija, se mi zdi zelo pomemben. Nek vidik, ki ga strogo ekonomske razprave nujno izpuščajo. Zdaj pa, kar se tiče države, socialne države, paternalizma, karitativnosti, to je bil ravno argument, ki ga je recimo uporabljala Margaret Thatcher ali pa recimo te njeni propagandisti, v smislu osvobodili vas bomo te vse prisotne, recimo v poznih 70-ih, 80-ih, osvobodili vas bomo te vse prisotne dušeče države. Takrat so posmehljivo imenovali institucije socialne države država varuška, se pravi, danes se govori o državi gospodini, takrat so o državi varuški, v smislu, kot da so ljudje, kot da socialna država tretira ljudi kot nedoletne otroke, kot nezrele otroke, za katere mora neka zunanja institucija skrbeti, ker sami za to niso sposobni in nepomemben del neoliberalnega ideološkega ali pa propagandnega uspeha se je skrival v tem, da so takrat recimo v poznih 70-ih, zgodnjih 80-ih apelirali na človeško avtonomijo, sposobnost, odgovornost za samega sebe. Zdaj sama zgodovinska resnica je nekoliko drugačna. Zdaj v tem je recimo ta argument ni popolnoma neresničen, drugače tudi ne bi mogel biti toliko učinkovit, je pa močno pretiran. Zdaj recimo zrno resnice ali pa nek drobec resnice v tem argumentu bi bil, da so že pred recimo National Health Service, recimo sistemom javnega zdravstva in podobnimi institucijami v Angliji obstajali načini delavskega samoorganiziranja, ki niso bili državni in ki so bili dejansko neposredno demokratični in je del resnice recimo v teh tudi kritikah, ki smo jih slišali v filmu, ko so govorili o tem, da v teh institucijah ni bilo dejanskega recimo delavskega upravljanja, ampak je bila birokratska nadvlada oziroma da se je zamenjala privatna birokracija z javno ali pa državno, ampak še vedno je šlo za ločen sloj ljudi, ki je od zgoraj določal, kaj so človeške potrebe, kako jim ustreči, se pravi sloj, ki je bil ločen od teh ljudi ali pa uporabnikov javnih institucij samih. Ampak to je bil proces, do katerega je prišlo skozi desetletja. Jaz mislim, da v tem v prvem momentu, recimo v teh prvih letih 45, videli smo recimo v filmu te velike zgodovinske menike z letnicami, kdaj je bilo kaj nacionaliziran in takrat mislim, da je šlo za iskren in pristen impuls recimo samoorganizacije ljudskih množic, poskusa avtonomnega nadzorovanja lastnih življenj in da do tega procesa birokratizacije je prišlo kasneje in v nekem trenutku so recimo tudi ljudje sami videli javne institucije, tudi zaradi tega je bila recimo neoliberalna propaganda uspešna, so ljudje tudi sami videli kot te institucije kot odtojene od same sebe, so videli recimo tudi zdravnike kot odtojene birokrate, ki kot po tekočem traku sprejemajo ljudi, pač nimajo tega stika, niti nimajo sami vpliva recimo na to, kar se dogaja. Ampak recimo, če gledamo z današnje situacije, je recimo tudi najbolj zbirokratizirana socialna država, še vedno pomeni materialni napredek v primerjavi z recimo privatnimi organizacijo socialnih storitev. Zdaj, kar se tiče privatne organizacije socialnih storitev, mogoče samo še ena podrobnost iz filma.
nekaj, kar je treba reči v zagovor privatnih zdravnikov. Jaz mislim, da vse kritike privatnega zdravstva izrečene v filmu stojijo, se pravi, da gre jim za denar oziroma tisti, ki nimajo denarja, ostanejo bolni in brez zdravstvenih storitev in to vse drži. In vse ostale kritike iz filma je bila pa drobna napaka v prevodu in sicer angleški to double up ne pomeni, da zaračunavajo dvojno. Tako da, ko so rekli, da so zdravniki double up kot izterjevalci dolgov, to ne pomeni, da so dolgove računali dvojno. To groza ni bilo, recimo, če zaradi korektnosti double up v angleščini pomeni, da se podvajaš. Recimo, če bi trener v nogometu bil še igralec, bi rekel, da se podvaja kot igralec, ne da dvojno računa. A lahko kaj primerjate recimo to situacijo v Angliji, ki je bila res neverjetna? Mene pravzaprav, veste kaj meni fascinira, vedno, kadar na to pomislim, namreč na zrelost volilnega telesa, da je po tej drugi svetovni vojni, potem, ko so Churchilla v bistvu oboževali, ne, oziroma ga imeli za svojega očeta, da so to moč, to pamet znali in se pač odvrnili od njega, ne? Pravzaprav so se od njega odvrnili in šli v to odprto stvar, ne? Ja, to je mogoče... To je na zrelost volilnega telesa, no, ja, ki si jo človek želel marsikje. Ja, najbolj zanimiv del filma in hkrati politično najbolj kočljivo vprašanje, ker na začetku eden od teh, mislim, da Rudarjev govori o tem, v redu, imamo parlament, se pravi, imamo demokratične institucije, se pravi, mi kot ljudstvo odločamo o tem, koga bomo poslali v parlament in lahko zahtevamo od teh ljudi, ki so v parlamentu, da so nam odgovorni, se pravi, če delajo proti javnemu interesu, jih lahko kličemo na odgovornost ali pa recimo izvolimo koga drugega. Recimo, če tako rečemo, leta 1945 se to dejansko povezalo, se pravi, ljudstvo izvoli proljudski, recimo, parlament ali pa koalicijo, imamo ogromno zmago delavske stranke ali pa stranke dela, ki dejansko začne voditi politiko, ki je v korist delavstva oziroma v korist ljudstva na splošno, se pravi, gre za dvig standarda, gre za omogočanje univerzalnega dostopa do zdravstva, šolstva, kulture in tako naprej. In potem imamo situacijo volitev leta 1979, kjer pa zmaga konzervativna stranka oziroma torijevska stranka, ki dela nasprotno, ampak spet ne moramo zbijati legitimnosti volitev leta 1997, se pravi, ravno tako je šlo za legitimno izraženo voljo volivcev, za veliko zmago konzervativne stranke, tako da to je ključno in mogoče najtežje politično vprašanje, kako pride v dobrih 30 letih do te ne samo spremembe, ampak obrata, popolnega obrata za 180 stopinj. Jaz mislim, da ko iščemo odgovor na to vprašanje, sta ključna dva zgodovinska procesa. En je seveda druga svetovna vojna. Se pravi, imamo milijone ljudi, ki jih pošiljajo, milijone predvsem mladih ljudi, ki jih pošiljajo v klavnico. In v Veliki Britaniji je to še posebej pereč problem, ker ni bila nikoli ozemeljsko okupirana. Se pravi, dejansko ljudi so
od ljudi so zahtevali, od svojih vojakov so zahtevali, da se vkrcajo na ladje, se izkrcajo v Evropi in tam umrejo. Preprosto, velika večina jih je tam umrla, da stopijo, da stopijo na mino, da umrejo od bombardiranja in tako naprej, kar so vse precej neprijetne oblike smrti, tako da zdaj lahko to izgradnjo recimo socialne države in to recimo ogromno zmago laboristov po drugi svetovni vojni lahko tudi vidimo kot neko obliko družbenega pakta ali pa sporazuma. Mislim, da je tista manjšina ljudi, ki se dejansko vrnila nazaj iz te klavnice z ladjami, je zahtevala tudi nekaj nazaj in to je tudi rečeno v filmu. Se pravi, mi nismo hoteli samo miru, nismo hoteli miru iz 30-ih, nismo hoteli miru stenic, revščine, lakote, bolezni, ker nismo imeli denarja za zdravnika, ker nismo imeli denarja, da pošljemo svoje otroke v šole. Tako da to bi bil recimo ta politični trenutek, ker ti si ljudje rečejo, lejte, umirali smo, preživeli po drugi svetovni vojni, rečejo svojim politikom, umirali smo v milijonih, recimo, da bi ohranili to državo, da bi ohranili kakorkoli evropski red, demokracijo in tako naprej, zdaj hočemo še nekaj nazaj. Ne bomo živeli v revščini, nočemo takega miru ali pa take demokracije. To bi bil recimo političen moment, medtem ko pomemben ekonomski moment bi bil pa to, da prvič, in to je bilo tudi v filmu rečeno, recimo, če pozorno gledamo, v drugi svetovni vojni je bila praktično celotna Evropa in tukaj je bila Velika Britanija izjema, spet zato, ker ni bila okupirana neposredno, sicer je bila bombardirana, ampak to je bilo še vedno veliko manjše uničenje kot v večini drugih evropskih držav. Se pravi, imela svojo industrijsko infrastrukturo nedotaknjeno in je lahko začela proizvajati. Se pravi, imamo uničenje, imamo industrijsko infrastrukturo, se pravi, vse lahko britansko gospodarstvo, ki je še vedno kapitalistično, lahko doseže velike stopnje rasti s tem, da producira stvari, prvič za lastni notranji razvoj, da gradi vse te hiše, šole, bolnišnice, razvija železnice in tako naprej, ko so te stvari enkrat nacionalizirane in hkrati imamo ogromno povpraševanje po izvoznih produktih, se pravi, cela Evropa je razrušena, uničena, izvažajo se tako stroji in industrijska tehnologija kot končni izdelki in to so recimo ekonomski pogoji te izjemne gospodarske rasti v desetletjih po drugi svetovni vojni, kjer imamo lahko, in zato poudarjam, da je bilo to gospodarstvo še vedno kapitalistično, imamo lahko in visok standard, visoke plače in visoke dobičke, kar pa 30-40 let kasneje ni več mogoče. Se pravi, se situacija spremeni v ali visok standard ali visoki dobički in v državah, ki so kapitalistične, s časoma prevlada drugo, ko ni več, ko recimo objektivno, ekonomsko ni več mogoče oboje. Tako da zdaj omenil sem že recimo nekatere ideološke razloge za zmago konzervativcev konec 70-ih, ampak obstajala je tudi kriza laborizma in tega sistema, ki je bila notranja. Dejansko je ta sistem tudi začel notranje razpadati. Se pravi, ne gre samo za to, da bi prišli neki zlobneži in ta sistem uničili v korist peščice, ampak je imel tudi zelo velike notranje probleme. Se pravi, ko je bila Evropa ponovno zgrajena, ko Britanija ni bila več vodilna svetovna industrijska velesila, se je dejansko soočala s problemom prevelikih zmogljivosti ali pa industrijskih kapacitet. Tako da tisto, kar je naredila Margaret Thatcher z redukcijo industrijskih kapacitet, z zapiranjem rudnikom, bi verjetno laboristi tudi naredili v nekem trenutku, se pravi, bila tudi notranja kriza in to kaže na širši strukturni problem kapitalizma, se pravi, dokler imamo družbo ali pa gospodarstvo, ki je kapitalistično,
bomo imeli vedno obdobja depresije, revščine in še tako dobro namerna, recimo delavcem naklonjena vlada tega ne bo mogla preprečiti. Tako da v bistvu Thatcher je na nek način odrešila laboriste v tistem trenutku samo uničenja. Se pravi, če ne bi izgubili volitev, bi mogli oni odpuščati, zapirati rudnike in tako naprej. Če ta duh leta 1945 zdaj, če ga potegnete čez Evropo oziroma to Evropo, ki sega do nas, ne, ker so se ta socialna država, ne, se je pravzaprav razširila, ne, razlila čez Evropo. Ampak so bile le te velike razlike, ne, recimo med nami pa med Anglijo. Ja, seveda, mislim, če govorimo o Jugoslaviji, dve ključni razliki sta bili te, da v primeru Jugoslavije prvič ni šlo za odpor državne vojske proti recimo fašističnim ali pa nacističnim okupatorjem, ampak ljudskega partizanskega gibanja, ki ni bilo državno organizirano, tako da in hkrati je bilo revolucionarno, tako da je tudi ta povojni pakt zgledal drugače. Se pravi, bila še mogoče veliko bolj, recimo, če bi delali jugoslovanski duh leta 1945, nek dokumentarc, upam, da kdaj bo, recimo, kakšen tak nov pogled na to, je bil mogoče tudi ta duh še toliko bolj izrazitejši, recimo še toliko bolj intenziven, ker ni šlo za apel ljudstva na državo, dajte nam to, ker smo umirali, ampak so recimo skozi te neke neposredne politične oblike, je to samo organizirano ljudstvo, če tako rečemo, partizanskega odpora, potem tudi samo začelo graditi, se pravi, ni apeliralo na zunanjo instanco, ni govorilo državi, dajte nam to v zameno, ni šlo neko barantanje z državo, ampak je dejansko samo začelo vzpostavljati, tako da je bil recimo ta politični naboj samodoločene avtonomije še toliko močnejši in intenzivnejši. Drugič je šlo pa tudi za pomemben eksperiment, ki je sicer zdaj retroaktivno gledano, zgodovinsko ni preživel, ampak je šlo za pomemben eksperiment grajenja družbe, ki ni bila kapitalistična, kjer bi bili pa tudi te globi strukturni razlogi, recimo za revščino, za pomankanje odpravljeni, se pravi, ker ne bi bilo več teh cikličnih nihanj, kriz, depresij in tega vsega, kar to spremlja in kar živimo danes. Se je pa razpad tega sistema, mislim, tukaj pravzaprav začel hkrati z nastopom Margaret Thatcher, ne? Ja, zdaj procesi so bili zelo podobni, če ne celo usporedni, recimo, če se spomnite vlade Markovića, zdaj se že precej Anteja Markovića, zdaj se precej oddaljujemo od filma samega, ampak recimo jaz se spomnim, jaz sem bil takrat še otrok, ampak se ga spomnim, ki je mahal s konvertibilnimi dinarji na televiziji, se pravi, ko je vezal dinar na marko, kar je klasičen neoliberalen ukrep, se pravi, tudi ne moramo govoriti recimo o socializmu kot neki utopiji, ki bi bila popolnoma ločena kapitalističnih primesij ali pa vplivov. Recimo takrat je Marković poskušal reševati jugoslovansko gospodarstvo z značilno neoliberalnimi ukrepi, tako z varčevalnimi ukrepi, se pravi, ni bilo treba čakati na formalno uvedbo kapitalizma v Jugoslaviji, da bi imeli odpuščanja in varčevalne ukrepe, ampak je to obstajalo že v 80-ih in ravno tako monetaristična politika, se pravi politika visoke vrednosti valute, boja proti inflaciji, kar je bilo recimo tudi prioriteta Reagana in Thatcherjeve, tako da ja, definitivno lahko so potekali podobni družbeni, politični in ekonomski procesi tako znotraj socialističnih držav, kot recimo tistih, ki so bile kapitalistične tudi po imenu. Ja. Meni je zanimivo to, kar sem videla v filmu, ne vem, če
To, kar sem jaz opazila v filmu, je zanimivo, zdajle se navezujem na to zadnje, kar ste povedal, Thatcherjeva in s tem, ko so prišli na oblast konzervativci v bistvu, in potem dogodki, ki so sledili demonstracije ljudi eno za drugim, kaj se je dogajalo, privatizacija železnic, Telekoma, bom rekla, in vse ostalo po spisku. In to je nekje podoben zdajle situacijo, v katero se mi zdajle gremo v naši državi. Pa če jaz nisem mogla drugega, da ko sem gledala ta film, sem vlekla tudi paralele med tem, kaj se je dogajalo v Angliji in kaj se je dogajalo in se še dogaja pri nas. Kako imate vi na to kakšen komentar ali pa kdorkoli iz dvorane? Ja, seveda, zato je ta film tako zanimiv, če bi se to dogajalo nekje, kjer mi tega ne bi mogli dobro razumeti, mogoče ne bi bilo to tako pretresljivo, ampak ker to, mislim, da ta film kar za ves svet, za vsako sredino na svoj način funkcionira, ker kaj vem, o privatizaciji vode gotovo, da jaz v svojem otroštvu tudi nisem ene besede slišala, niti se nam to ni zdelo sploh možno. Voda je bila narava, tako kot luna, tako kot oblaki. In da pride do resnega diskurza o tem, a bi mogoče privatizirali vodo, to je pač ena fenomenalna sprememba v načinu razmišljanja. Ja, mislim, nedvomno je zelo podobno. Recimo na začetku imamo te letnice nacionalizacij, potem v 80-ih imamo letnice privatizacij, recimo teh istih družbenih ali pa socialnih storitev, ki so kar srhljivo podobne, recimo temu seznamu podjetij oziroma institucij, ki naj bi jih Slovenija privatizirala. Se pravi, imamo vse, imamo železnice, imamo letališče, imamo telekomunikacije, tako da stvar je tudi zaradi tega zelo aktualna in mislim, kar je še posebej poučno, je pa zgodba, sicer znana zgodba posledic privatizacije britanskih železnic, ki so bile res katastrofalne, se pravi, ki jih lahko merimo tudi v smrtnih žrtvah, tako zaradi nesreč, zaradi slabe koordinacije, tako da mislim, da ima tudi recimo ta poučni moment film, da pri privatizaciji ne gre samo za podražitve, ampak se drastično zmanjša, recimo tudi dostopnost javnih storitev in njihova kvaliteta, način njihovega izvajanja. No, drastičen primer, gospa, bom takoj dala, samo še k temu bi dodala, drastičen primer v tem filmu je, to pravzaprav ponazarja bistvo, primer iz Rudnika. Rudnika, ko so pač bili plačani, potem koliko premoga ven pošljajo in so nehali skrbeti za svojo varnost, seveda. In to je, v to smer peljejo privatizacije v tem ekonomskem svetu. Prosim, gospa. Jaz bi to istočnico, kaj je duh leta 45. Pravzaprav šlo je za to, da se rešijo revščine, da uredijo zdravstvo za vsakogar in da uredijo stanovanjske razmere. To naj bi bil recimo takrat naj bi bilo temeljno izhodišče. In to jim je uspelo. Sam s tem, ko, jaz ne vem, to dela, nimam občutka. S tem, ko so to rešili in ko so se, če gledamo te ljudi, ki so govorili o tem času in o sedanjem času, ko se to podira, še vedno zagovarjajo stališče zdravstvo, dosmrtno zdravstvo za vsakogar. Zdaj, kar se pri nas konkretno dogaja, se to tudi, kar smo imeli, podira. In s tem gotovo se ruši socialna država,
ki je bila vzpostavljena. Enako je to bilo pri njih in enako je recimo se začelo razgrajevati s Thatcherjevo. Zato se mi zdi, da bi se mogli danes zamisliti res. Res je, da v družbi je tako, da se ciklično stvari dogajajo in gre gor pa dol, oscilira, ampak kljub temu se mi zdi, da toliko razuma bi mogli politiki današnjice imeti, da ohranijo socialno državo. Ker človek, ki ne proizvaja, ki nima pogojev, da dela, gotovo prej ali slej se to odrazi na celotni državi. In večina je danes ljudi, ki delajo in ustvarjajo dohodek, tako zdaj kot prej, so tisti ta mali ustvarjali, da so ta veliki lahko bogateli. In včeraj sem poslušala, 1% svetovnega prebivalstva ima 90% praktično bogatstva v rokah. In takemu je čisto vseeno, očitno je izgubil občutek za kolektiv. Ne? In to se mi zdi, da bi mogla vsaka vlada, ne samo naša se zgleduje po drugih, ampak nima pa temeljev, kot imajo drugi. Nima bogatstva, kot imajo razviti. In zato to zgledovanje se mi ne zdi nelogično, neprimerno. Jaz bi imela toliko. In res ta duh 45 je v tem smislu recimo se odražal. Hvala. Prosim. Ja, predvsem hvala lepa za možnost, da vidimo takšne dokumente, ki so ušli mimo nas v rednem programu. Tudi se strinjam s to pripombo, da bi morali tak film pokazati mladi generaciji, sreči jih je kar nekaj tu med nami. In predvsem bi bilo zanimivo slišati njihove reakcije iz vidika njihovega znanja, njihovih spoznanj in tako naprej. Zaradi tega, ker mi lahko tolmačimo vso to zgodovino, glede na svoje vtise, na svoje doživljanja časov, v katerih smo živeli in se v bistvu dobro imeli. Ampak vseeno ne znamo pojasniti, zakaj je sistem propadel. In tako nam ta film nekako kaže, kako se ti cikli in to kolo zgodovine vedno hitreje vrti. In zdaj, a lahko upamo, da če se ustavi privatizacija v Sloveniji, da bomo še enkrat zaživeli tiste bogate socialistične čase? Ne vem. Jaz bi se vprašal tudi to, bilo je vprašanje, kako je bilo po vojni pri nas. Ja, je bila, ampak tudi pri nas je bila v bistvu nekoliko revolucionarno izvedena privatizacija, oziroma takrat podružbljanje. Seveda. In vemo, da vse take stvari, ki jih narediš, so uspešne, ampak koliko časa. Tako da film je čudovit dokument in tudi zelo objektivno prikaže čase, ampak odpira številna vprašanja, ki jih seveda ne moramo takole na hitro vse rešiti. Ja, seveda, se odpira to vprašanje, kot smo slišali, to vprašanje, kako bi se sploh lahko nadaljevalo, tudi če Thatcherjeva ne bi prišla. Ampak eno vprašanje je, naprimer, poglejte, gospa je omenila ta 1%, ki obvlada 80 Američanov najbogatejših, mislim, da ima denarja toliko kot 30% najrevnejših. A sem prav to, ne? Poglejte, taka bogata družba in kakšne neverjetne težave so se Obama skoraj da ni odletel zaradi tega zdravstvenega zavarovanja, ki ga je uvedel, ne? Se pravi, družba potrebuje, družba, za katero je Margaret Thatcher itak rekla, da ne obstaja, družba potrebuje neke, skupnost potrebuje neke regulacije, nek družbeni dogovor, da pač se dogovorimo, kako bomo skupaj živeli in kako bomo to, kar se ustvarimo, ker ta bogatstva, ki so ustvarjena pravzaprav niso ustvarjena z delom tehle rok pa tele glave. Kako bomo to porazdelili, da bomo nekako pravično živeli v pravični družbi? Saj gre malo za to vprašanje, pravične družbe. Ja, mislim, mogoče, če lahko
kar več vprašanj povežem. Zdaj, eno vprašanje je gotovo delitev bogatstva, recimo, ali pa problem pohlepa maksimizacije dobičkov, ampak to definitivno obstaja in je problematično, ampak ne rešuje vprašanje, zakaj imamo, meni je bil en najpomembnejših delov v filmu, kot ta medicinska sestra, verjetno že upokojena, ampak recimo, ki je bila priča temu vzpostavljanju National Health Service in tako naprej, ko govori o tem, lejte, zdaj imamo privatizacijo zdravstva, ampak zdravstvo je dražje, kot je bilo prej. Se pravi, ne moramo tega procesa razložiti samo željo po dobičkih, ker če bi šlo samo za željo po dobičkih, recimo te peščice najbogatejših, bi oni zelo hitro videli, zdaj smo privatizirali, ampak imamo večje stroške, bi videli, da je to ekonomsko iracionalno, ampak se kljub temu ne ustavil ta proces, tako da po mojem je treba upoštevati saj še eno dimenzijo tega procesa, ki je pa politična, ki ni gola ekonomska, v smislu pride nekdo, ki želi dobičke v zdravstvu in ga privatizira, to je del procesa, ampak ni cel. In mislim, da ta politična razsežnost se nanaša na razmerje med demokracijo in kapitalizmom, kar je bila tudi pomembna tema filma, ki smo ga gledali recimo od začetka. V smislu imamo demokracijo, se pravi vsi lahko izvolimo vlade in zgradimo institucije, ki bodo recimo pravične, socialne, v katerih nihče ne bo reven, izključen in kjer bo lahko vsakdo dostopal do zdravstva. In ravno recimo v tem potencialu demokracije se recimo za neoliberalno politiko skriva največji problem ali pa celo nevarnost, grožnja demokracije, da recimo ljudje izkoristijo ta politični potencial demokracije, si dejansko zgradijo takšne institucije, kar pa seveda ogroža osnovne kapitalistična recimo družbena razmerja ali pa način ekonomske organizacije. Tako da privatizacija je še veliko hujša, to hočem reči, gre še za veliko hujši proces kot samo tega, da bogati hočejo postajati še bogatejši, to je samo del. Gre pa recimo na splošni družbeni ravni, gre za to, da se poskuša tako omejevati demokracijo kot družbena področja, na katera lahko z demokratično politiko posegamo. Se pravi, ko nekaj privatiziramo, tega ne spremenimo samo recimo iz dejavnosti, ki je namenjena javnemu dobru, ampak to tudi odtegnemo in mislim, da je to ključno pri privatizaciji demokratičnemu nadzoru. Se pravi, če imamo demokracijo, mi, ko volimo recimo poslance določene stranke, s tem tudi vsaj posredno, recimo po par posredovanjih, vsaj delno odločamo o tem, kdo bo minister za zdravstvo in tisti, ki je minister za zdravstvo, je javna osebnost, je voljeni politik, mora delovati javno, ga lahko kritiziramo, zahtevamo njegov odstop z različnimi demokratičnimi mehanizmi in to je recimo človek, ki vodi načrtovanje in razvoj zdravstvenega sistema. Zdaj, če imamo privatni zdravstveni sistem, van politika ne sme posegati po definiciji, ker je to zaseben sistem oziroma sistem zasebnih podjetij, se pravi, van ne moramo demokratično posegati in mislim, da tukaj ključ za razumevanje privatizacije gre tudi za to, ne samo zato, da se zdravstvo naredi dobičkonosno, včasih se ga, včasih pa ne, kad smo videli, recimo Amerika ima velike probleme, ima 3-krat večje stroške zdravstvom, kot ga imajo javni evropski sistemi, tako da tam zdravstvo daleč od tega, da bi bilo recimo na celostni družbi ravni dobičkonosno, je pa odtegnjeno javnemu nadzoru, se pravi, se pa vodi kot privatna stvar, recimo določene klike, ni več javna
stvar, nanj državljani ne morejo skozi demokratične mehanizme ali pa procese vplivati in to mislim, da je mogoče še hujša razsežnost. Zdaj, recimo, če že živimo v socializmu, imajo nekateri dobičke ali pa so bogati, mislim, to se mi niti ne zdi to grozno, ampak to, da se v celi družbeni sistemi umikajo demokratičnemu nadzoru, to je pa precej grozljivo, to se mi zdi mogoče ključen politični problem recimo tega časa. Ja, prej je bilo postavljeno vprašanje, kako to, da se ta sistem potem nekako razvodenil in da so te iste množice, ki so pridobile socialno državo, potem tudi socialno državo v bistvu dale iz rok, sicer stežka po eni strani, ampak vendarle so politično volili torijevce. Tukaj mislim, da moramo malo poseči na področje, rečemo temu, mogoče socialne antropologije. Namreč človek je po eni strani kot socialno bitje nagnjen k solidarnosti takrat, kadar se počuti ogroženega in kadar smatra, da potrebuje to solidarnost za preživetje. Istočasno pa nažalost, mislim, da to res ena napaka narave, mogoče vsi v sebi nosimo neki gen pohlepa, kot ga jaz imenujem, ki na neki praktični mikroravni v vsakdanjem življenju človeku ponavadi narekuje, da se odloči za neko kratkotrajno korist. Kar pomeni, da takrat, dokler se počutimo ogrožene in ljudje so se po letu 1945 počutili ogrožene v tem smislu, tam je bilo zelo lepo povedano, kakšen strah je bil, kaj bo pa zdaj, ko bomo iz vojne prišli, takrat stopi na plano ta potreba po solidarnosti, kajti socialna država je v prvi vrsti ni karitativnost, ampak je solidarnost. Ampak problem nastane pa potem, ko ljudem začne iti dobro in se več niso pripravljeni angažirati, izpostavljati, biti aktivni državljani, takrat pa ravno tiste, rečemo temu, v narekovajih kontrarevolucionarne težnje, najdejo dovolj prostora, da lahko pravzaprav delujejo. Druga stran je te, ravno prej, ko ste omenili mehanizmi demokracije. Problem demokracije je pogosto v tem, da z zlorabljanjem demokracije v egoistične cilje lahko odlično zmanipulirate, bi rekel, tisto, kar je na dolgi rok družbeno koristno. Zdaj, če pogledamo danes, recimo pri nas, spet pogledati, recimo, katerikoli od informativno oddajo RTV Ljubljana, vedno boste videli, da o vsakem vprašanju, recimo na Dnevniku ali pa na Odmevih, pripeljejo dva sogovornika in se postavijo v neko smešno neutralno držo. In ponavadi je rezultat, ali pa da narečem celo cilj takšnega načina podajanja snovi, da se vse relativizira. Vi danes normalno ne morete najti nobenega človeka, ki je popoln. Če ta človek deluje v javnem sistemu, bo prej ali slej naredil kako napako in v narekovaju interesu javnosti bo, da ga linčamo in sesujemo in iščemo drugega. Torej, javni sistem ni učinkovit. Kadar podoben človek naredi podobno napako v privatnem sistemu, je to neka zasebna zadeva, to sploh, kaj pa to koga briga, ne nazadnje, lastnik je tisti, ki odloča, a bo to napako sprejel ali ne bo sprejel. In tukaj nastajajo določene, bi rekel, resnično antropološke težave razvoja družbe, na katere jaz ne vem odgovora, hotel sem samo na njih opozoriti, ko dati neke vrste iztočnice, zakaj nek sistem v nekem trenutku, ki je družbeno koristen, ki je učinkovit, postane v nekem trenutku neučinkovit in ga ljudje zavržejo. Poglejte, pred 2-3 leti je bilo 20-30 tisoč ljudi na ulicah. Zaradi tega, ker smo se na nek način čutili, da so nam ukradli državo. Zanimivo, mladih ljudi med njimi ni bilo tako veliko. Mogoče ravno zaradi tega ta starejša generacija še to čuti, ker ima ta spomin. Mladi ljudje, ki so odrasli v relativno, ne vem, dobrih pogojih dela,
so ga žurali pogosto naprej, sej ne rečem, nekaj bolj osveščenega dela populacije, to je bilo, ampak jaz se spomnim, jaz sem hodil na demonstracije, moji nečaki študentje pa ne, pa sem jih pozival. Ne? In žalostno je zdaj to, da je potrebno, da človeštvo doživi zopet neke težke trenutke, neke težke kataklizme, upam, da ne bomo zopet mogli neko 3. svetovno vojno dajati skozi, čeprav zametki tega se nam že grozijo, ne? Da bi zopet to zgodovino ponavljali kot farso. Ne nazadnje, zakaj pa Rim propadel? Vse te svoje barbare je imel na svojih mejah skozi vso zgodovino, ampak so jih tepli in Rimu niso nič mogli. Ampak takrat, ko so se Rimljani začeli dobro počutiti, pa ni bilo več tistih, ki bi se bili pripravljeni za skupno dobro boriti. Tukaj nastane problem. Omenili ste medije, ne? Če sem prav razumela, v filmu ne so Attleeja demonizirali, ne, pa Bevana posebno s to zdravstveno reformo, ne, ni imel podpore BBC-ja. A sem prav tako razumela? Ja, mislim, da ja, ampak ne poznam toliko podrobnosti. Bi se pa mogoče navezal na to, kar ste na koncu rekli o mladih, pa demonstracijah, pa kraj. A imate še vprašanje, ker izvolite. Ravno v zvezi s tem bi jaz vprašala, kako mladi gledate na to zgodovino, iz katere pravzaprav, kot vidim, a se slišim? Ja. Mi izhajamo, jaz se še spomnim, kako smo pobirali ta premog za vlakom, kako smo delali v Peku, da bomo zgradili hišo, kako smo bili strašno veseli in hvaležni, da smo dobili kakšen paket iz Amerike, ne s tistim slanim sirom, ki ga nisem mogla jesti, ampak sem ga, ker sem bila lačna, ne? In vse to se še spominjam, ampak gospod profesor, vi ste z generacije moje hčerke. Če jaz to rečem, včasih je bilo tako, se mi sam blago nasmehne. Jaz mislim, kako gledate na te stvari, kot mi pravimo vrednote? Danes, ne? Kako gledate to? Ker vidim to našo državo, da spet prehaja na tisto stvar, kar je bilo čas pred 2. svetovno vojno. In ravno tako so rekli, nekdo je omenil, sej bo, tukaj gospod, sej bo spet verjetno prišlo do 3. svetovne vojne, da se bo spet nekje pokazala tista točka, da bo obrnila spet ljudem na boljše. Da bojo ljudje spet videli vrednote in spet strmeli za tistim vrednotam. Da jim bo spet nekoč boljše. Jaz tukaj vidim v današnji politiki sam razpad, žal mi je tako, vidim, mogoče me lahko zaprejo, ampak jaz tako vidim. Ja, vas bom pozdravila iz aparata, pa tako, hvala. V redu, mislim, jaz več nisem tako rosno mlad, ampak imam pa vsakdanji stik z mladimi, z študenti in bi rekel, mogoče sprememba, kar se tiče vrednot, ta res velika in opazna, ali pa recimo, če sebe postavim v sredino in gledam recimo ljudi, ki so danes študenti stari 20, 21, 22 let in recimo generacijo mojih staršev, ki je bila rojena nekoliko po 2. svetovni vojni, ampak recimo še v tistem času, ko je še obstajal nek duh leta 45. Jaz bi rekel, da prišlo je do 2 velikih sprememb, s tem, da jaz sem zelo zadržan, da ne rečem kritičen do tega stereotipiziranja mladih. Mladi so apatični, izgubili so vrednote. Mislim, da ne gre za to, ali pa da ta pogled izhaja iz nerazumevanja, ali pa celo iz nepripravljenosti na razumevanje, kako razmišljajo, kako politično delujejo mladi in mogoče iz neke zabetoniranosti v predstave, ki so danes ne samo zato, ker je preteklo toliko časa, ampak tudi objektivno zgodovinsko zastarele in predvsem sta to 2 predstavi ali pa vrednoti, če hočete, in ena je odnos do dela in druga je odnos do države. Zdaj recimo, mene popolnoma nič ne preseneča, da recimo apel ali pa poziv, slogan ukradli so na državo, ne pritegne množic teh, ki so danes mladi, ker te nikoli v svojih
življenjih in to ni res, da jim je materialno dobro. Študentje danes so tudi te v Ljubljani, zdaj si ne upam niti razmišljati, kako na podeželju, ampak recimo tudi te, ki so v Ljubljani, ki imajo štipendije, študirajo, so grozljivo revni. Meni so to že, recimo, jaz sem star 35 let, se pravi, sem študiral pred recimo 15 leti in meni so to nepredstavljivo grozljive razmere, v katerih študentje danes živijo. Ampak recimo, če pustimo, se pravi, ne gre za to, da živijo neko lagodno življenje, zaradi tega niso aktivni državljani, ampak predvsem ne vidijo države in zato imajo zelo dobre razloge, ne vidijo države kot nečesa, kar bi bilo kadarkoli njihova last. Se pravi, nikoli se niso počutili, da posedujejo državo, zato jim je tudi vzklik, ukradli so nam državo, nekaj treba storiti popolnoma brezpredmeten, ker edini stik, ki ga imajo ljudje, ki so danes 20 let stari iz državo, je policijsko nadlegovanje ali pa poniževanje na zavodu za zaposlovanje, kamor prideš in potem te pošiljajo od enega okenca do drugega, te pošiljajo na neke seminarje in pričakujejo, da si toliko neumen, da verjameš, da ti bojo res zrihtali službo. Kar seveda mladi na države ne verjamejo in za njih je to država instanca represije in poniževanja. In zato ne samo da nimajo tega občutka, da posedujejo državo, ampak nečesa tazga tudi nočejo imeti. Zakaj bi hoteli imeti nekaj to groznega in skorumpiranega, kot je Zavod za zaposlovanje ali pa policijska uprava ali pa kaj podobnega. Medtem, ko recimo teh bonitet, ki so jih starejše generacije dobivale od države, ne dobivajo in s tem prihajamo do odnosa, do dela, se pravi klasične socialne pravice so vse vezane na redno delovno razmerje, ki pa mladim danes ni več dostopna. Se pravi, cel ta paket zdravstvenega zavarovanja, socialnega zavarovanja, nadomestil za brezposelnost, pokojnin, vse to je vezano na redno delovno razmerje, se pravi vezano na to, da smo klasični, pridni, krotki delavci, ki ostanejo ob 6, gredo na šiht, gredo domov in potem zakurijo kakšen roštilj, poslušajo kakšno oddajo na radio. Se pravi, vezano na ta način življenja, na ta tudi pravno formalna razmerja redne zaposlitve in da to potem delamo kot muci od 8 do 4, 5 dni na teden, 40 let in recimo moji starši in recimo to, kako bi rekel, proletarsko stanje, ta odnos do dela, ker vidimo delo kot veliko vrednoto in ker vidimo socialno državo kot servis, ki človeka usposablja in popravlja, da je sposoben za delo. To smo lahko videli tudi v filmu, ta tip vrednotne orientacije, v smislu moramo imeti dobra stanovanja, da se bomo lahko naspali za delo, moramo imeti varnost pri delu, moramo biti zdravi, da bomo lahko delali, se pravi, vse se začne in konča z delom. In recimo to proletarsko stanje je bilo verjetno po drugi svetovni vojni, ki je bilo vse uničeno in razrušeno, dokaj neizogibno, se pravi, treba je bilo zgraditi šole, ceste, zato so potrebovali tovarne, infrastrukturo, industrijo, ampak recimo že moji starši so meni govorili, pejte študirati, zato ker zdaj lahko, ceste smo zgradili, bloke smo zgradili, pejte zdaj študirati, zato da ti ne bo treba delati v tovarni ali pa v rudniku in to je izkušnja teh generacij, tako ko so imeli možnost, da grejo študirati, da delajo recimo neke kreativne, bolj recimo intelektualne poklice, da se ne ubijajo več v tovarnah ali pa v rudnikih, so to izkoristili in zdaj ni šans, da bomo kakorkoli te nove generacije nazaj naterali v rudnike. Tako da, če se sprašujemo ali pa v tovarne, recimo, če z mladimi ljudmi danes govorite, so rajši revni, pa delajo v oglaševalski agenciji ali pa recimo v medijih, se pravi, delajo nekaj kreativnega, intelektualnega, kot da bi imeli redno zaposlitev v tovarni. Se pravi, tudi če bi tovarne še obstajale, ne boste teh mladih ljudi naterali, za njih je to isto, kot da bi gnali v zapor. Se pravi, absolutno se nočejo vrniti v to proletarsko stanje in to mislim, da je tudi zelo pomembna
politična in tudi noče se vrniti v ta tip zaporniške, tovarniške discipline, se pravi od 8 do 4 vsak ljubi dan 40 let in potem te končno pustijo umreti po 40 letih, se pravi obstaja tudi nek moment, recimo te fleksibilizacije, ki jo dostikrat kritiziramo, tudi jaz, ki dejansko je pogodu mladim, ki mi je všeč in ki ga ne bi zamenjali in recimo pristajajo prostovoljno tudi na manjše dohodke, recimo na nižje dohodke, zato da lahko delajo bolj kreativne stvari in bolj fleksibilno. In recimo to mislim, da je slepa pega tako današnje levice, recimo ta transformacija, lahko bi rekli tudi antropološka, verjetno odnosa do dela, ki je slepa pega tako današnje levice, kot recimo tudi filma, ki smo ga gledali, tam imamo predstavnike te klasične, te trde klene proletarske generacije, vajene rudnikov in pristanišč in recimo meni je bil zelo zanimiv moment, ko nekdo reče in recimo ta generacija, in mislim, da tukaj treba narediti tudi preskok v glavah, idejni preskok v političnih idejah, ta generacija si prihodnosti ne zna predstavljati drugače kot nazaj v preteklost. Pač treba je odpreti tečere, zaprli rudnike, zdaj bomo odprli, medtem ko pač vsi njihovi vnuki rekli, ni šans, da gremo kadarkoli delati v rudnik, zakaj? Tako, ne spravite nas noter razen s policijo in recimo ta zelo zanimiv moment je, ko reče, včasih smo imeli službe, danes imamo pa ljudi, ki okoli postopajo in jemljajo drogo. Zdaj, jaz bi kot nekdo, ki ima stik z mladimi, bi izval vsakega takega, recimo nostalgika, ki si želi, da bi mladi spet delali v industrijah, da naredi anketo, recimo med ljudmi 20 let stari in reče, a bi raj žurali in uživali ekstazi, ali bi delali v tovarnah. Se pravi, in tukaj boste videli politični utrip in jaz mislim, da to ni kakorkoli moralno sporno. Vsak racionalen človek ima raje ekstazi, kot delo v tovarni. Tako da je na tem treba delati, kako organizirati socialne pravice, kako organizirati socialne institucije in socialne pravice, da to ne bi temeljili na povratku v proletarsko stanje in recimo v ta zaporniški, tovarniški režim. No, pa najbrž gre tudi pri vsem tem za različne definicije oziroma pojmovanje svobode, ne? Da si pač ljudje z drugim izkustvom v življenju predstavljajo, kaj je svoboda nekaj drugega, kot en mlad človek, ki si te izkušnje šele pridobiva. Tako da pa še ena razlika se mi zdi, gospe bi rada to rekla, ena razlika med njo in hčerko je verjetno ta, da je vendar tisti čas odpiral eno perspektivo, ne? Ker je bilo tako slabo, tako grozen je bilo, da so ljudje upali samo na boljše. Medtem, ko je zdaj en čas, ko smo zelo zahtevni do nekega ugodja in materialnih stvari, ne, in se začenjamo zavedati, da pravzaprav svet tega več ne bo prenesel, Zemlja, planet Zemlja, da tega blagostanja, tega, da bo vsak od 9 milijard ljudi imel avto, pa vikend, pa hišo, pa ne vem kaj, skratka tega. To vse mladi ljudje, jaz mislim, to vse malo to perspektivo oži oziroma zahteva nove premisleke o vsem, ne, in to je težka stvar, ampak s tem, kar ste vi zdaj povedali o mladih, pravzaprav o položaju mladih, se mi pa zdi, da ste še en kamen dodali na naše duše po tem filmu, ki je že itak težek. Prosim, gospa. Jaz bi rada še nekaj dodala ali pa mogoče nekaj nam samo v razmislek. Ne bom čist mogoče zelo točna v procentih, ampak vsekakor gre pa za take proporce, tako drastične proporce. In sicer 10% ljudi, populacije svetovne, ima v rokah, poseduje 90% svetovnega bogatstva, kapitala. Ja, 90
90% Ja, svetovne populacije ima v rokah 10% Smoči. svetovnega bogatstva. To lahko me popravite, ampak gre za take drastične Ja. proporcije. In mene zanima, kje smo mi, ne vem, bom rekla, kaj, ni mogoče to ta prava beseda, proletarci vseh dežel, ker nas je 90%, da smo dovolili, da smo prišli tako daleč, da nas vse obvladuje in nam diktira in usmerja naše življenje peščica 10%. Ja, Samo to. O tem smo se že malo pogovorili, pa ves čas pravzaprav govorimo. Prosim, gospa. Se zahvaljujem, Se zahvaljujem gospodu predavatelju Krašovcu, da je načel bistveni problem, da preveč se ustavljamo v nostalgiji starega sveta, ki je nekaj dosegel, bil na nekem višku in je potem začel propadati. Mislim pa, da premalo razmišljamo o tem in premalo vidimo v medijih, zato mnogo ljudi nas je nehalo gledati in spremljati medije in časopise, premalo nam povedo o tem, kar nastaja novega. In tu ste vi, gospod Krašov, zelo lepo povedali to razliko o tem, kaj starši sanjajo, kaj so njim vrednote, kaj so pa mladim vrednote. Končno smo tudi v Sloveniji dobili knjigo Erika Froma Biti ali imeti. Mi še vse merimo po tistem imeti, torej ti tajkuni so strašno v naših očeh nekaj velikega, zelo nizkega in zelo nesrečni ljudje in zelo osamljeni ljudje. Nova družba, ki nastaja ob tem propadu, je veliko bolj humana družba. Skrbi me osebno, kolikor berem in spremljam pojave in delam z mladimi ljudmi, me pa zelo skrbi, če bo ta prehod v novo, bolj humano družbo šel na miren način. Ali bomo dovolj pametni in kaj bo tista osrednja silnica, ki nas bo vodila in koordinirala, združevala ob prehodu v novo družbo. Države več nimamo, praktično nikjer. Če Washington, če ZDA nimajo svoje države in vladajo banke, potem največ tudi Slovenija ne. Mi se ne moramo zanašati na ministrstvo za zdravstvo, da bi vrnil čast in oblast spet zdravnikom in neki stroki, ker vladajo drugi, tisti, ki uvažajo zdravila, tisti, ki dajo točke zdravnikom, če ne pošljajo nobenega na noben pregled in tako dalje. Tu vidimo, da je sistem razpadel kot velik sistem. Kdo bo pa novega, boljšega, bolj humanega, kjer bo zdravnik odločal, koga bo pošljal naprej, glede, kdo bo operiran prvi, glede na stanje pacienta, ne pa glede na neka pravila in točke vzajemne in tako dalje. Mi vidimo ta razpadajoči svet, sprašujem se, kdo bo tisti novi, ki bo pa nadomestil državo. To se nam na obzorju še ne kaže. Vrednote se zelo spreminjajo. Vse raziskave, ki smo jih delali, so nam vedno pokazale, da je aspiracija otrok o izobrazbi, en primer dajem droben, gre vedno v visoki korelaciji z izobrazbo staršev. Danes žal to ni več, ali pa k sreči. Neuki starši, funkcionalno nepismeni Slovenci pravijo, ja, hči mora iti vsaj neko višjo šolo končati, da bo lahko imela kako delo v življenju. A vi se razmišljajo sodobno, razmišljajo na nov način, sprejemajo nove vrednote in jih tudi, kot ste vi rekli, ne skrbi to, če ne živijo v nekem razkošju, ker se jim zdi celo morda breme. Naj kot optimističen primer navedem en primer. Demografi pravijo, da najbolj narašča na svetu demografska skupina 25 do 28-letnih milijonarjev. Zakaj? Ker ne delajo. Ker se lahko igrajo z idejami in imajo najboljše ideje in postanejo nekateri v 24 urah milijonarji. Jaz ne cenim, da je milijonarstvo vizija neke bolj humane družbe, ampak to, da bomo morali sprejeti, da je tudi igra, tudi žuriranje enako važno kot delo. Mi starši in stari starši smo pa obsedeni z delom, ker smo živeli v eni drugi civilizaciji in ne tej, ki novo nastaja. Kar nam daje kot eno vizijo, kako naprej, Evropa podpira nastajanje civilne družbe, da se ljudje združujejo v raznih oblikah, društvih in tako dalje, v interesnih združenjih
in delujejo in si pomagajo. Tudi Drucker in drugi že v svojih raziskavah potrjujejo, da ta del civilne družbe, razna društva, gibanja, mreže socialne, združuje ljudi in jim vračajo veliko socialno moč, ki jo prej imela država v zakupu. In mislim, da tudi to nam daje optimizem, kako naprej. Hvala gospa za to optimistično. Boste kaj še dodali? Lahko čist na kratko, zdaj, kar se tiče tega vašega ključnega vprašanja, a bo ta tranzicija v humanejši svet mogoče na miren način, jaz močno upam, jaz res upam, da ne bo treba človeštvu ponoviti tega herojstva, recimo, kot so ga moji stari starši, ki niso doživeli samo duha leta 45, ampak tudi duh leta 41, kar je pomenil naslednjih 5 zim v gozdu, ne v hiši in tako naprej, pač to, da gledaš vsak dan, kako ti umirajo tovariši, da recimo ena od takih zgodb je bila, recimo tudi, ko so na radiju Moskva v nekem trenutku so nehali poročati o bojih partizanov in so si potem mislili, neka četa je poslušala radio Moskva in potem še radio London na nekem ukradenem tranzistorju in so rekli, da bomo vsi pomrli in nihče ne bo niti vedel tega, ker radio London ni zaznal te bitke. In tako naprej, tako da res upam in tukaj mogoče lahko dobimo negativno inspiracijo ravno iz neoliberalnega projekta, se pravi, dobro, lahko govorimo o državnem udaru v Čilu, ampak mislim, da bi do te diktature prišlo tudi, če ne bi bilo Friedmana, se pravi, ni je Friedman orkestriral, je izkoristil priložnost, da implementira svoje ekonomske ideje, ni bil pa on tisti, ki je rekel vrhu čilske vojske, naj pobija ljudi in tako naprej. Ampak recimo v večini Evrope je bila neoliberalna kontrarevolucija, če tako rečemo, je dosegla velike spremembe, sicer negativne, ampak je bila mirna, tako da ni zahtevala žrtev, ni sprožila nove vojne, je pa ogromno spremenila negativno, tako da saj z tega lahko mogoče sklepamo, da lahko stvari spreminjamo tudi brez vojne pozitivno, ali pa saj recimo brez tega. Zdaj pa, kar se tiče tega, kaj bo nadomestil državo, jaz mislim, da je to pretežko vprašanje, oziroma bi vzel preveč časa, oziroma se izmikam, ker ne vem odgovora. Ampak so pa te eksperimenti na robu civilne družbe ali pa oblike izvajanja demokracije, ki sicer ne ignorirajo države, ki pritiskajo na državo, poskušajo reformirati države, hkrati pa ne fetišizirajo, ne častijo države, se pravijo vse čas, recimo, kako bi rekel, kritično uporabljajo. Jaz mislim, da to pot, recimo, iz politične alternative ali pa iskanja politične alternative, pri kateri moramo biti ves čas pozorni, ker apeli na civilno družbo so tudi del neoliberalnega programa, tako da tukaj je to zelo spolzek teren, tako da je treba, ker neoliberalci točno to rečejo, ne marate države, imate radi civilno družbo, dobro, vam bomo pa vse ukinili pa privatizirali, tako je treba biti zelo pazljiv, no? Ampak je pa to teren raziskovanja eksperimentov. Ja, jaz bi s tem, če ni več kakšnega dodatnega mnenja, bi končala. Se zahvaljujem gospodu Krašovcu, da je tako z nami lepo analiziral ta film in smo šli daleč naokrog s tem pogovorom. Prihodnjič imamo, čez 3 tedne imamo en film, ki je pa čisto drugačen, pripravite se na en zelo dolg film, ampak film, ki govori o sami lepoti, kaj naj še drugega rečem, neskončna lepota.